V meniju zadeve imamo seznam raznih zadev, ki so v raznih stanjih. Torej, prvi v tej vrsti so te nerešene zadeve. Kaj je to? Nerešene zadeve so zadeve, ki so signirane na vas, torej vam jih je glavna pisarna odprla, neka nova zadeva, signirana na vas in je še niste prevzeli. Torej, te zadeve še niste prevzeli. Naslednja je zadeve v reševanju. To je zadeve, ki ste jih že prevzeli in ste na njih nosilec ali pa sodelujoči. Če pogledamo tale primer, imamo v reševanju 3 zadeve, v kateri sem jaz nosilec, ker je tukaj rdeča trojka, in ena, na kateri sem sodelujoči, tale črna enka. Naslednja je zadeve, ki so v rokovniku, zadeve, ki so v stanju rešene, dokumentni seznami in zadeve, ki smo jih predali za prehod v tekočo zbirko. Kolikor želim prevzeti samo zadevo, odprem nerešene zadeve, kliknem na zadevo, kamorkoli, vrstico in se mi odpre. Tukaj imamo par opcij, prevzemi, presigniraj, zavrni. Zdaj, da povem, tale prevzemi naredi enako kot tale prevzemi, samo 2 gumba na drugih položajih. Torej, glavna pisarna nam je kreirala zadevo, signirala na nas in ta zadeva je zdaj v stanju nerešena in čaka na naš odgovor. Zdaj, vkolikor je to zadeva za nas, jo lahko prevzamemo, vkolikor ne, lahko zavrnemo. To se ponavadi počne že s samim vhodnim dokumentom, predvidoma zadevo samo prevzemamo, kolikor nima nobenih dokumentov. Tale sicer ima, ampak lahko vseeno kliknemo prevzemi. No, in vkolikor prvi vhodni dokument še ni bil prevzet, torej da gremo prevzemati s strani zadeve, bo hkrati tudi prvi vhodni dokument v tej zadevi prevzet. Kliknem prevzemi. Kot vidimo, se je spremenilo stanje same zadeve. Sedaj je zadeva v stanju v reševanju. In če pogledamo v začetku, sedaj od nerešene zadeve nimamo več enke, ampak imamo sedaj 4 pod zadevami v reševanju. In se nam tudi tukaj prikaže. Tako. Če pogledamo malo same podatke na zadevi, imamo neke osnovne podatke, klasifikacijski znak, tega dodeli glavna pisarna, številka zadeve, tega se ne da spreminjati, to je tako, kot je. Rok hrambe, kratka vsebina zadeve, opomba, zveze, oblika hrambe. Kolikor želim karkoli urediti na sami zadevi, kliknem tale super gumb uredi in sedaj lahko urejam. Urejam lahko ta polja, ki so se obarvala belo, ta, ki so pasiva, pa jih ne morem urejati. Torej, če bi želel recimo spremeniti rok hrambe, bi ga spremenil, ta ima samo 5 let. Če bi želel kratko vsebino zadeve spremeniti, torej da povemo, tale kratka vsebine zadeve se prepiše tukajle gor, torej s plošče spremenim sedaj v takole. Kliknem shrani, se mi tukaj spremeni. Zakaj je to dobro?
To je dobro, ker se nam v samem seznamu prav tako prikaže in je to neka hitra opomba, kaj ta zadeva vsebuje. To lahko spremeni naknadno strokovni delavec, kolikor glavna pisarna tukaj vpiše kaj drugega, lahko to spremeni tudi sam strokovni delavec s klikom na gumbom uredi. To, da opozorim, ko kliknem na gumb uredi, se ta spremeni v shrani in ko kliknem na shrani, se spremeni v uredi. Naslednji podatki so podatki o subjektu. To lahko tudi jaz kot strokovni delavec spremenim, kolikor se mi zdi, da se je glavna pisarna narobe evidentirala. V tem primeru ni Ministrstvo za zdravje, ga lahko odstranim in dodam Ministrstvo za finance. Kolikor želim še koga sodelujočega dodati, ga izberem s seznama in bi ga dodal. Na sami zadevi so prikazani vsi uvrščeni dokumenti. V tem primeru je prikazan en uvrščen dokument, en dopis, katerega nosilec sem jaz in je v stanju prevzeti. Če želim malo več pogledati, lahko spremenim na stran 100 in ukolikor je bil kakšen dokument umaknjen, tudi izbrisan iz te zadeve, iz to kljukico, so mi tukaj prikazali. Trenutno pa noben je bil umaknjen. Kolikor želim na hitro pogledati ta dokument, kliknem na tale plusek in se mi prikaže. Kolikor pa želim malo bolj podrobno, pa kliknem kamorkoli v tej vrstici na ta dokument. Če pogledamo desno zgoraj, imamo več različnih gumbov. Tale je ta prvi i, osnovne informacije, to je ta pogled, in se vedno vrnemo na ta pogled. Naslednji je podatki o hrambi, kjer jih lahko urejamo, tudi podatki o varstvu osebnih podatkov, omejitvi dostopa in tajnosti. Naslednji je uvrščeni dokumenti, to je isti seznam, kolikor smo ga prejle pregledali. Potem imamo povezave, ukolikor je ta zadeva povezana še s katero drugo zadevo. Naslednji, ki je kar priročen, pravice uporabnikov, torej kdo lahko kaj na tej zadevi naredi. Torej jaz kot nosilec, ker imam tukaj rdečo, sem nosilec, lahko izvršim akcije, torej uredi, presigniraj, pridruži, vrsti dokument, zaključi, reši, zavrni. Medtem ko nekdo drug, recimo glavna pisarna, ima na tej zadevi pač neko omejeno število akcij, ki jih lahko naredi. Naslednji je sledenje, to je, kaj se je na tej zadevi dogajalo. Torej, če pogledamo, administrator A je kreiral to zadevo ob tega dne, ob tej uri in jo signiral na strokovnega delavca in hkrati tudi uvrstil zadevo. Nato je strokovni delavec prevzel zadevo in jo tudi malo urejal. Kaj podrobneje bi pa potem s temi spremembami pogledal. Če pogledamo, tukaj bi lahko samo kliknemo noter in preverimo, kdo je samo dostopal, posredoval, potrjeval itd. Ukolikor želimo pogledati, ali so kakšni komentarji na tej zadevi ali pa sami dodati komentar,
In naslednji, zadnji, so ti zahtevki, ukolikor je bil kakšen zahtevek podan. Kot smo rekli, se nazaj v osnovni pogled zadeve vrnemo s temle i-jem. Bum. Smo tem. Spodaj gumbi, spodaj desno gumbi, so lahko kaj dodajamo, spreminjamo na tej zadevi. S gumbom dodaj izberemo, lahko dodamo nov dokument, kakšne osebne oznake, oznaka pomembno, na primer. Kot smo rekli, tale gumb shrani, se spremeni v gumb uredi, ko enkrat shrani. Potem imamo zavrni, s gumbom v rokovnik bi prestavili zadevo v rokovnik. To naredimo tako, da kliknemo v rokovnik, izberemo želeno stanje, izberemo kot časovno omejitev in kliknemo v rokovnik. Ukolikor želimo zadevo rešiti, kliknemo na reši. Ukolikor želimo to zadevo poslati nekomu v vednost, ali jo presignirati, poslati nalogo, imamo tudi te opcije. In ukolikor želimo to zadevo pridružiti eni drugi zadevi ali pa zaključiti vse dokumente v tej zadevi. Kot zadnji gumb je pa še gumb izvoz. Tukaj lahko ponovno naredimo ovoj zadeve, izpis zadeve, opis zadeve, ovoj zadeve v A3. Torej, opis zadeve, mislim, da vsem znan. Tale izpis zadeve pa naredi en tak velik PDF in kreira vse dokumente v enem PDF-u. Če prikažem na eni zadevi, ki jih ima malo več teh dokumentov, recimo tale, ki jih ima 7. Ukolikor gremo na izpis zadeve, se nam prikaže en PDF in imamo tukaj sedaj vse dokumente v enem PDF-u. Naslednji tip zadev pa so subzadeve. Subzadeve so podobno, imamo nerešene v reševanju, rešene v rokovniku. Tukaj lahko gledamo, naš strokovni delavec ima eno zadevo, subzadevo v reševanju. Tukaj prav tako pogled za zadeve in ga lahko pač odpremo, tole Ministrstvo za kulturo. Tukaj pa je malo drugačen pogled. Tale pogled na levi strani je enak, prav tako uvrščeni dokumenti, čeprav tale nobenega. Kar pa je drugačnega, so pa podatki na desni strani, in sicer kakšen postopek, torej katero delovno področje, vrsta postopka, zahtevnost in določeni roki in datumi za začetek postopka, za začetek odločanja. Kolikor želimo karkoli tukaj jaz kot strokovni delavec urediti, ponovno gremo na uredi. In lahko to uredim tej strani. Ukolikor želim na zadevi dodati dokument, ki ga imam na primer na svojem računalniku, imam hitro opcijo dodaj dokumente, vhodni, lastni, izhodni. V tem primeru recimo bomo dodali lastni dokument, lahko ali kliknem
na ta kvadratek in se mi odpre takšen iskalnik. Bom sedaj iz svojega namizja dodal dokument. Takole. Sedaj bi izbral tip dokumenta, dopis, in bi kliknil dodaj dokumente. In tako je ta dokument dodan pod novo zaporedno številko 2 v to zadevo. Če želim na hitro, lahko ta dokument priprimem in ga prenesem v ta kvadratek, spustim in tole ponovno izberem, tokrat bo dogovor, kliknem dodaj dokumente. In je sedaj ta dokument dodan pod zaporedno številko 3.